Jezusovo pismo cerkvi in če bi rad videl direkt, kaj Jezus govori cerkvi, lahko prebereš v razvedetvu. In zdaj smo v 6. cerkvi, cerkev v Filadelfiji, kar pomeni, Filadelfija pomeni mesto prijateljstva, prijateljske ljubezni. In zdaj poglej, v razvedetu 3.7 imaš direkt črno na belem Jezusova beseda za cerkev sva jaz in ti. In Božja beseda je to globoka, da isto, kot pred 2000 leti, tu danes govori in ti bo danes beseda govorila. Danes je del tega učenja, ki bo imel, je preroški in če ga boš dobro danes sprejel, se ti bo ena vrata odprla v življenju. Jaz verjamem to res, haleluja. Lahko danes sprejmeš Božje naklonstvo na enih področjih, nova razodetja Boga, ki te bo osvobodila enih stvari in pač Bog ti bo govoril, amen? A lahko rečeš svojemu sosedu, danes je tvoj čas. Gremo razodeti 3.7. Angelu cerkve v Filadelfiji piši, te besede govori tisti, ki je svet, tisti, ki je resničen, tisti, ki ima Davidov ključ, tisti, ki odpira in noben človek ne zapira. In zapira in noben človek ne odpira. Poznam tvoja dela, glej, pred teboj sem nastavil odprta vrata in noben človek jih ne more zapreti. Kaj ti majhno moč imaš in ohranil se mojo besedo in nisi zatajil mojega imena. Glej, iz Satanove shodnice bom zbral te, ki pravijo, da so Judje, pa niso, temveč lažejo. Glej, storil bom, da pridejo in obožujejo pred tvojimi stopali in da spoznajo, da sem te ljubil. Ker si ohranil besedo moje stanovitnosti, bom tudi jaz obvaroval tebe pred uro preizkušnje, ki bo prišla na ves svet, da preizkusi tiste, ki prebivajo na zemlji. Glej, pridem kmalu. Trdno drži to, kar imaš, da ti noben človek ne dozame tvoje krone. Tistega, ki premaga, bom naredil za stebr v templu svojega Boga in ne bo več hodil ven. Nam pa bom zapisal ime svojega Boga in ime mesta svojega Boga, ki je Novi Jeruzalem, ki prihaja dol z neba od mojega Boga. In nam bom napisal novo ime. Kdor ima uho, naj sliši, kaj Duh govori cerkvam. Amen. Dajmo si to malo zdaj pogledati, vrstico po vrstico. Tukaj pravi, da on odpira vrata, on ima Davidov ključ, ki odpira vrata in noben ne more zapreti, kar on odpre. In to, kar on zapre, noben ne more odpreti. To je avtoriteta, amen. In ta Davidov ključ si poglejmo v Izaiji 22, 20 do 25. Izaija 22, 20 do 25. Cela knjiga razodetja je nekje v Svetem pismu razložena. In celo Sveto pismo je v razodetju razodeto. In ta knjiga v razodetju je edina knjiga, ki ti obljublja nagrado, če jo boš bral. Ko ti priporočam, da dobro poslušaš. Haleluja. Poglej si zdaj to. Davidov ključ. V Izaiji 22, 20 do 25. Najprej bom malo bral, pa bom šel razlagati. In zgodi se tisti dan, da pokličem svojega služabnika Eliakima, Helkijevega sina, oblečem ga v tvojo uradno sukno, ga opašem s tvojim pasom, njemu izročim tvojo oblast in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši, ključ Davidove hiše dam na njegove rame, da ko on odpre, nihče ne zapira in ko zapre, nihče ne odpira. Na trdnem mestu ga zabijem kot klin in bo časten prestol za hišo svojega očeta. Nanj se obesi vse imetje hiše njegovega očeta, mladike in odrastki, vse male posode, od kotlic do vsakršnih vrčev. Tisti dan, govori Gospod nad vojskami, se umakne klin, ki je bil zabit na trdnem mestu, se zdre in pade in se razbije breme, ki je nad njim veselo, kajti Gospod je govoril. Da sam razložim, ključ je bil v rokah Sobne in zdaj je bil dan Eliakimu. Se pravi, ključ je prej držal avtoritete, kdo lahko vstopa v Božjo hišo. Z drugim besedom, kdo lahko pride v Božjo prisotnost, kdo lahko pride v Božje kraljestvo, je bil v rokah religioznega voditelja, ki ni bil kul, ki ni bil v redu. In to ime Sobna pomeni religiozna moč. In je bil dan v roke Eliakima, ki pa pomeni živi Bog. Amen. A je tako, da veliko od vas je doživela razliko, ko ste bili v eni človeški, mrtvi religiji in pa ste prišli k živemu Bogu. Amen? In ste videli ful razliko. Wow, in enkrat so se ti vrata odprla v Božje kraljestvo. Prej si bil v zuni, si poslušal Jezusu, poslušal si, delal si. Jaz sem zadnjič bil z eno gospo, ki je imela veliko težav in rekla, jaz imam vse sakramente. Sem rekel, daj greva čez te sakramente.
Greva jih si jih pogledati. A jih lahko dava ven iz religije v življenje, haleluja. A lahko pogledava, kaj to pomeni novo rojstvo, kaj to pomeni krst v vodi, kaj to pomeni birma, kako bi bila res izpolnjena Svetim Duhom. In je ful razlika, kad daš to v življenje. In enkrat doživiš to, ker si prej samo imel eno religiozno obliko te stvari. V Mateju 23:13 Jezus pravi, gorje vam pismouki in farizeji, hinavci, ki zapirate nebeško kraljestvo pred ljudmi, vi namreč ne greste noter, pa tudi tistim, ki bi šli, ne pustite, da bi vstopili. Se pravi, to je edina skupina ljudi, do katerih Jezus ni bil preveč potrpežljiv, so bili farizeji in pismouki oziroma duhovništvo, ki je predstavljal Boga, ampak na napačen način, brez življenja in rekel pobeljeni grobovi in tako naprej, na ven ste lepi, noter je vse gnilo, mogli bi biti živi, ste mrtvi in tukaj prav, ključe imate, pa ne stopite noter. In pol, ne samo, da sami ne stopite noter, ampak tudi ljudem ne pustite vstopiti noter. Jaz se spomnim v enem kraju, ko smo imeli evangelizacijo in mislim, da je v Slovenski Bistrici, prvi kraj, kjer sem bil že poročen, ko je Carol prišla špilat klavir in je gledala te ljudi, kako not hode v kravatah in cele družine in vsi so ful uglajeni, vsi so ful prijazni, dokler nisem jaz začel pridigati. In sem sam dobre stvari govoril. Jaz jim nisem govoril, kakšni bučmani so, kakoli. Govoril sem jih, koliko jih ima Jezus rad, kako je on plačal ceno za njih na križu, da je prelil svojo kri za njih, da bi jih odkupil. In pol so se demoni začeli iz njihovih ust manifestirati, eni so ostajali, se začeli dreti name, hvala Bogu, so se nazaj usedali, nobenega trga primeta vame vrgu. Ampak, ko sem dal klic za sprejeti Jezusa, kdo bi rad sprejel Jezusa? So samo par mladih je ostali in kaj se je zgodilo? Čim so ostali, kdo bi rad sprejel Jezusa, ne ostane. In par mladih je ostali, kaj se je zgodilo? Njihovi starši so jih hitro prijeli in posadili nazaj na stol. In to je to. Sam imaš ključ, ne vstopiš in pol še svojim otrokom ne pustiš. In pol imaš ljudi, ki vodijo, jaz ne bi bil rad v koži nobenega duhovnika na dan sodbe, ki ima ključe, pa niti sam ne vstopil, niti svojim poslušalcem ne pusti vstopati v nebeško kraljestvo, ampak jim non-stop daje ene religiozne obrede in navade. In to tukaj govori Jezus cerkvi, ki je bila 6. po vrsti in verjamem, da je to ful nevaren, da priješ v cerkev, ki naj bi bila cerkev, pa ljudje sploh Jezusa ne poznajo. In pol moraš delati nekaj, da bi si zaslužil, da bi bil odrešen. To je ful nevaren. To je izredno nevaren. Da moraš ti nekaj izpolnjevati, da bi te lahko Jezus sprejel, da bi lahko dosegel odpuščanje grehov in prišel v Božje kraljestvo. To je izredno nevaren. Ker če lahko ti dosežeš odrešenje, pol je Jezus brez veze na križu umrl. Zadnjič me ena sestra vprašala, pa Klemen, a sem jaz odrešena ali nisem? Kako ne vem? Se rekel, a verjameš, da je Jezus umrl zate, haleluja. A je on tvoj rešitelj ali ni, haleluja? A je Jezus dosti dober, ali on ni dosti dober? Ko so prinesli Božje jagnje, v bistvu jagnje v stari zavezi, jagnje je moglo biti popolno. A je tako? Ne človek, za katerega so žrtvovali jagnje. Človek ni bil dosti dober, za katerega so jagnje žrtvovali, zato so mogli prinesti jagnje. Amen? Ti nikoli ne boš dosti dober v svoji moči, da bi se odrešil. Zato je jagnje dosti dobro zate. Amen? In to je čudovita novica krščanstva, da je Jezus postal Božje jagnje zate. Da kdor ima zdaj Jezusa, ima življenje, kdor Jezusa nima življenja, haleluja. Ti je brez veze, lahko moliš 100 Oče našov na dan, pa te še vedno ne morejo odrešiti. Odrešite lahko samo osebni odnos z Jezusom. In zdaj v 8. vrstici prav, da on odpre vrata. A ni, da beščoti Bog odpre vrata. A ima kdo tukaj pričevanje, da si nekaj molil, recimo ali na delovnem mestu ali kjerkoli in je zgleda, da imaš zaprta vrata, ampak glih tebi so ponudili to službo.
Ali pa glih ti si napredoval, tebi so se vrata odprla, etko. Haleluja. Ali odviš roko, če si kdaj doživel odprta vrata blagoslova, recimo na delovnem mestu. Haleluja. Amen, kar nekaj vas je, haleluja. Amen. In to, ko ti Bog odpre vrata, se lahko šef slika. On nič, da more, da bi te ustavil. Čeprav je lastnik firme, te more blagosloviti. Zakaj? Ker je Bog odprl vrata. Amen. In dobro je, da se to zavedaš, da ti je Bog odprl vrata. Amen. Vedno, ko ti Bog odpre vrata, se Bogu zahvaljuje. Ne govoriti, koliko si ti pameten, pa boljši od drugih. Amen. Vedno, da je njemu slavo. A si hvaležen za to, kar imaš danes. Amen. Amen. A si hvaležen, da si danes lahko tukaj med nami. Haleluja. Amen. Pa še, da imamo klimo tamle nas hladi. Vsi, ki ste bolj tle, se upravičujem, da vam je vroče, ampak vi ste sami izbrali, da boste na tej strani. Ampak vse se imate fajn, etko. A ni to the best, haleluja, da ti je Bog odprl vrata, da si lahko v njegovem kraljestvu, pa da danes lahko mene poslušaš, pa da ti je pridigal všeč, da si ne misliš, pa kva ta idiot govori, nič ne razumem. Etko, ampak da štekaš, etko. Ti danes razumeš Božjo besedo, to je največji razodetek, ki ga lahko sprejmeš, je, da razumeš Jezusa. Da je on tvoj rešitelj, haleluja. To je največji razodetek, kar si ga sprejel. In zdaj pogledaj, v 1. Korinčanom 16, 8-9. Si pogledamo. Pavel v kakšni kraj so ga imeli za Boga, si je mogel obleko strgati, glih novo srajco si je kupil, je mogel strgati. Rekel, ma dajte že nehati s tem, haleluja, jaz sem samo človek, ki imam nadnaravnega Boga. Že v prejšnjem kraju sem 2 srajci strgal. Kdo bo zdaj to šival? In v kakšnem kraju so ga pa toliko pretepli, da so mislili, da so ga ubili. In pa so učenci prišli in ga spet obudili. Ampak glavno poglejmo si ključ njegov. V 1. Korinčanom 16, 8-9. V Efesu bom ostal do binkošti, kajti odprla so se mi velika in vplivna vrata in nasprotnikov je mnogo. Se pravi, dostikrat, če ti Bog odpre majhna vrata, si mal blagoslovljen in vse je kul. Se ne opazi toliko. Ampak če ti Bog začne odpirati velika vrata in vplivna vrata, boš imel tu dosti nasprotnikov. Zakaj? Zato, ker te je Bog ful blagoslovil, njih pa ne. Ti nisi to. Jaz se spomnim, ker sem prvo službo tako dobil nadnaravno, da mi je prav po remi Bog govoril, kaj bom delal. In sem učil, v bistvu v šoli sem učil angleščino, ki mi je Bog rekel, ampak jaz sem bil premlad, da bi sploh lahko bil učitelj, razumete? Jaz sem imel, ne vem, koliko sem bil star, ampak vem, da ne dosti, da bi končal faks. In moja soseda je to vedela, ker je tam učila matematiko. Zato, ker je njen brat je bil v mojem razredu v osnovni šoli in je točno vedela, koliko sem star. Rekla, ampak kako lahko ti učiš tukaj v šoli, kako si lahko ti profesor, in tam piše profesor angleščine, Klemen Virec, kako si lahko ti to hit faks končal pa vse to? Kako lahko ti učiš zdaj? Ni bilo jasno, kako sem preskočil toliko razredov. In pač, jaz nisem hotel službe zgubiti in sem pač rekel, lej, vse zgodi, kaj čemo, vse zgodi. Tudi to se dogaja. Vse je mogoče. Razumeš, ko te Bog promovira, bo šel enim ljudem na živce, ko oni pa ful švicajo, pa ne morejo to doseči, ko imaš ti. Zato piše, ni nobenega, ki bi dal za Božje kraljestvo, da ne bi dobil 100-krat več nazaj na tem svetu, skupaj s preganjenjem, piše. Bolj, ko si blagoslovljen, več boš tudi imel nasprotnikov. In zdaj, haleluja, obračuni s tem, amen. Najboljše je, da se odločiš, da nimaš nasprotnikov. To je najboljše. Jaz sem lahko iskreno povem, da nimam sovražnikov. Meni včasih, še ne dolgo nazaj, mi je Jože rekel, Klemen, pa ste videl, kva ta govori proti tebi, a si spet to videl? In glih zjutraj pred bogosluženjem, to ni modro, Jože, ampak vsem, hvala ti vsem, da skrbiš zame. Ampak jaz nočem sploh videti tega, zato ker me ne zanima, ker ta človek ni moj sovražnik, to je moj brat. Če pa še ni moj brat, pa še bo, haleluja.
Dokler je živ, ima šanse, da bo moj brat. Razumeš? Haleluja. In haleluja. Slej, ko prej me vsak tak človek pokliče Jože, tako da ne skrbeti. Haleluja. Amen. Slej, ko prej to vse Bog zrihta. Amen. Ker večji tak je v nas, kot tak je v svetu. Amen. Haleluja. Če te je Bog sprejel, te noben človek ne more završiti. Amen. Ne more. Haleluja. Zakaj? Ker je premajhen. Amen. A je tako, če ti je kdo ukradel 10 evrov, pa si ti dobil 1 milijon evrov, ti nobeni nič ukradel. A je tako? Je brez veze. A je tako? Brez veze, ne se s tem ukvarjati. Bog je nad vsakim človekom, če te je Bog sprejel, pol si sprejet in pika. Amen? Haleluja. Meni vse če ljudje, ki te vidijo, grejo na drugo stran ulice, zato ker si pač verski fanatik. Ampak če te je Bog sprejel, haleluja, lahko oni hodijo na drugo stran mesta, pa si ti še vedno sprejet. Amen? Lahko vsi rečejo, pa kva se tle važeš s tem Jezusom? Ne, ti si sprejet, haleluja. Reč samo vsedu, ti si blagoslovljen v Jezusu, haleluja. Reč drugemu sosedu, Bog ti odpira vrata. Bog ti odpira vrata, haleluja. Reč tretjemu sosedu, to je dan odprtih vrat zate, haleluja. Amen, haleluja. Cerkev, Bog je na široko odprl vrata zate, haleluja. Cerkev, on skozi razmišlja, kako bi te blagoslovil. Skozi. On ti prižgal zeleno luč in prav, da je gas, haleluja, 5 not. Vozi dalje, haleluja. Večina kristijanov pa misli, da je na rdeči in molijo, kdaj bo zelena. In nikoli ne bo, tukaj že, haleluja. Moš voziti, haleluja. Pejt naprej, verjem Bogu, amen. Recimo osedu, samo veruj. Haleluja. Mene danes mi je ena sestra rekla tik pred pridigo, ampak ste opazili, da ime ne govorim, tako da ste ful varni v tej cerkvi. Jaz to samo rad uporabam, ker se mi zdi poučno, haleluja. Kako ta brat, pa brat, pa rane v cerkvi, pa ena cerkev proti drugi, pa to, pa tret. In zdaj, če ti kdorkoli jamra proti komorkoli, pa da je kristjan, pa da ti jamra proti eni drugi osebi, pa eni drugi cerkvi, pa da je odrešen recimo že 1 leto. Da že 1 let pozna Jezusa. Se pravi, ni glih zdaj se spreobrnil in danes imamo par ljudi, ki so prvič tukaj, dajmo en aplavz Jezusa za njih. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Imamo enega človeka, ki nas je na YouTubeu najdel, haleluja, in je zdaj se opogumil in pa šel, haleluja. Hvala ti, Jezus. Vabimo cel YouTube, da pride, haleluja. In pol imamo 2 tašči tukaj, haleluja. 2 tašči, haleluja. Klub srečnih tašč, haleluja. Od naše sestre tukaj. In tako naprej. Ampak če je človek že recimo 1 leto, da pozna Jezusa, naj nam bo to pravilo, probimo to prakticirati. Da je človek, da veš, da ajde, 1 let je že kristjan. Sprav, je imel dosti časa, tako da obračuna s svojimi grenkobami in težavami in neodpuščanji, ki jih ima itak vsak človek, ki pride k Jezusu, je bil kdaj, ki je ranjen in prizadet. Ampak cerkev v 1 letu ti moraš biti osvobojen teh stvari. Tako. Če nisi, pol je verjetnost, da boš 20 let to vlekel. Res. Ti moraš v 1 letu obračunati s tem, pej čez popolno svobodo, ki imamo seminarje, ne vem, nekaj naredi, da boš vedel, da si vsem ljudem odpustil, da niti enega sovražnika nimaš. Amen? To moraš doseči, da nimaš niti enega sovražnika. Vsem si odpustil, veš, da si zdrav in čist. Haleluja. In zdaj, če je človek že toliko časa kristjan, pa ti začne jamrati in svoje neke rane, mu reč mu, daj plun dudo iz ust. Ne mi teh smeti stresati, daj dudo flaško, da iz ust, pa začni se malo lepše obnašati. Amen? Plun to dudo ven, ki smrdi že, haleluja. Amen? In ne mi usmrajati mojega okolja več, haleluja. Amen, jaz sem dobro predlagal. 1 leto, amen, nisem rekel takoj, 1 leto, haleluja.
če njega pa upiš na popolno svobodo in mu ti plači delovni zvezek. Haleluja. Razumeš? Haleluja. Ker a je tako, da nimaš človeka rad, če je recimo zdaj vsa resnica vzporedna, naravna in duhovna, a je tako, da ti človeka ne maraš, če pri 20 letih ga vidiš z dudo, pa ga božaš. Pa mu daš pa še flaško, na, pi malo. Saj ti ni treba hoditi v šolo. Nič ni treba delati. Vem, da ti mama ni spekla torte za rojsten dan, ker si bil 3 leta star. Zdaj si lahko ful žalostna. Na, dudo. Ne, haleluja, ti mu reči, pa daj človek plun to dudo ven, nekako čuden zgledaš. Star si 20 let, pojdi v šolo, pojdi nekaj delati, tako. Zresen se malo, amen, vzem kakšno odgovornost, pojdi če komu zajel se povedati, daj na smeh na obraz, amen. Haleluja, brcem hudiča v rad, haleluja. Zapoj se eno dobro pesem slavljenja, haleluja. A vam je bilo všeč tale, tečem v bitko. Run to the battle, haleluja. Mu rečeš, teč v bitko, človek. Jel se svoje učence in je dude pobral in rekel, fantje, pejte po celem svetu, haleluja. Oni sploh še verjeli niso v njega, on jim je dude ven vzel, rekel, fantje, ajde gremo, haleluja. Dajmo svojo autoriteto, pejte cel svet osvojiti. A ni noro, preber si, haleluja, konc, Matej 28. Oni vsi neki gledajo ga, kako je šel gor. Oni ga gledajo, pa piše, še vedno dvomijo. Še vedno jim nekaj ni dol, še neko novo razodete rabe. In Jezus si mu vzame dudo ven in reče, fantje, dajem vam avtoriteto, pojte zdaj po svetu, govorite evangelij, ta znamenja vas bo spremljala, amen. Krščujte ljudi v imenu Očeta, Sina, Svetega Duha, haleluja. In jaz bom z vami do konca sveta, amen. A je tako, če je Bog s tabo, kdo je pa lahko proti tebi, amen. Pojdi z Bogom v akcijo, haleluja. Ok, gremo naprej. To je bil, se pravi, Davidov ključ je ključ v nebeško kraljestvo, ker Bog nam je dal ključ. On nam je odprl vrata, Jezus je ta ključ. Ti si zdaj vstopil v njegovo kraljestvo in vrata ti zdaj on odpira. In hvala Bogu, da vrata, ki ti zapira, jih človek ne more odpreti. Amen? In Bog bo vsa slaba vrata zate zaprl. Amen? Si kaj hvaležen Bogu, da te je rešil kakšnih slabih prijateljev, haleluja. Amen? To je ful dobro. Meni včasih kakšna sestra reče, joj, fant me je zapustil, haleluja, to je najboljši dan tvojega življenja, haleluja. Najboljši. To je bila sama slaba novica zate, haleluja. Bog, ki zapre vrata, haleluja, sam veselja se, haleluja. In zdaj v 8. vrstici pravi, imaš majhno moč. In lahko bi rekel, wow, kako majhna moč, kaj bomo naredili. Naj ti povem, poglej v grščini, to je beseda mikrodinamit. Amen, to se bo sliši, tako. Imaš mikrodinamit, amen. Ti ne rabaš ful velikega dinamita. Ne, če si kdaj gledal James Bonda, jaz sem zadnjič gledal eno akcijsko, zadevo, ti čigumi žveč, pa ga da na helikopter, pa helikopter eksplodira, razumeš? To je mikrodinamit, nekaj majhnega, ko lahko žvečeš, daš besedo iz ust in puf, vrata se odprejo, tako. Razumeš? Je vse rekel, če imaš vero, kaj gorčično zrno, nekaj ful majhnega, ampak sam da je 100%, razumeš, da nisi dal zraven še drugih človeških, humanističnih, religiozno, nevernih primesi zraven, slabih izkušenj preteklosti, ampak imej samo vero, nič drugega. Ampak da imaš malo, kaj gorčično zrno, lahko goro premakneš, amen? To je mikrodinamit, amen? Ne rabaš ful veliko moč, amen? Cerkev, a veste, da 3% ljudi lahko kontrolira cel svet, haleluja. Večinoma je tako, haleluja. Ne rabaš ful velike mase, haleluja. En pastirček David, mikrodinamit. Poje tam ovcam, špila neki piščalko, mikrodinamit, haleluja. To je mikrodinamit. Tam na drugi strani stoji Goljat, vsi se ga bojijo in tle uleti tip, ki niti ni bil dost zrel, da bi se sploh lahko vključil v to vojsko. On se je prešvercil not, tako da jim je malco sam lahko prinesel. In ti, razumeš, ko te Bog promovira, ti si lahko najbolj neznatna oseba, ki ti kumi lahko zaupajo, da kavo komu skuhaš, pa da jim sendvič prineseš. Ampak če imaš ti ta pravo naravnanost, kot David, lahko največji problem te firme rešiš. Amen? Ti lahko s ta pravo naravnanostjo, če boš ti mislil, da si majhen, da si samo tam eno,
se nič ne zgodilo. Če pa veš, kdo si, da veš, haleluja, jaz sem Božji človek. Amen. A lahko rečeš svojemu sosedu, ti si Božji človek. Reč drugemu sosedu, ti si mikrodinamit. Cerkev, Gideon je bil mikrodinamit. Če bi Gideon gledal, kdaj bo imel dosti denarja, kdaj bo imel dosti dober ime, on je bil najbolj siromašen, njegova cela familija je bila ful na slabem imenu. To je bil najbolj zaničevan človek v vasi, njihova hiša je bila najmanj vredna. Če bi zraven njega hišo kupil, bi bila najslabša investicija tvojega življenja. Njega si je Bog zbral, haleluja. Amen. Je tako, da Božja beseda pravi, da si on zbral to, kar je majhno, amen. To, kar je zaničevano, da osramoti to, kar je mogoče. Dajmo se to pogledati v 1. Koničnom 1:27. 1. Koničnom 1:27. Marveč, kar je nespametnega na svetu, si je Bog izvolil, da bi sramotil modre, in kar je slabotnega na svetu, si je Bog izvolil, da bi sramotil, kar je mogočnega. In izvolil se je Bog, kar je na svetu preprostega in zaničevanega, to, kar ni nič, da uniči to, kar je, da se noben človek ne bi hvalil pred njim. Amen. Se pravi, cela fora, cel sistem njegovega razmišljanja, Božjega razmišljanja je to, da si on nekaj izbral, kar je majhno, kar zgleda nič. Zakaj? Da se ne bi človek svojim mišicam hvalil, da se človek ne bi svojim modrostjo hvalil, da se človek ne bi svojim kešom hvalil, da se človek ne bi hvalil svojimi okoliščinami, kakšne veze ima, koliko je on dober, koliko je on pameten, haleluja. Ampak na koncu, da se samo Bog lahko hvali, ker vsi vejo, da to človek ne more narediti. Amen? Amen? Recimo se, da Bog hoče nekaj ogromnega narediti čez tebe. Da bojo vsi vedeli, da je on živ, haleluja. Ok, in zdaj to so dobre novice cerkvi, so ful dobre novice, ker Filadelfija cerkev ni bila tako. Prejšnji teden smo se pogledali cerkev v Sardih, ki je bila mogočna. Predtem cerkev v Efezu, ki je bila mogočna. Filadelfija pa je en majhen kraj, nepomemben kraj. In Bog jim govori, haleluja. Nima veze, če si majhen. Okay? In kako lahko Bog čez tebe deluje, da si pogledaj v 8. vrstici prav, ohranil si mojo besedo, haleluja. Amen? Kako ti bo uspel? Tako da ohrani Božjo besedo. Kaj je prav Božja beseda? Amen? Brigate, kaj je prav tvoja najboljša kolegica, če ni v redu. Tebe mora zanimati, kaj je prav Božja beseda. Tudi če tvoja mama rekla, da ti ne uspel, nima veze, kaj je prav Božja beseda. Hodiš v veri, hodiš po Božji besedi. Dajmo si pogledati Rimljanom 10, 8-10, kako deluje Božja beseda. Ogromen ljudi ve veliko stvari o Svetem pismu, veliko doktrin o Svetem pismu, ampak malo ljudi ve, kako aktivirati Božjo besedo, da deluje zate. Amen? In to moraš vedeti, kako ohraniti Božjo besedo. Rimljan 10:8, kaj pravi? Blizu ti je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu. To je beseda vere, ki jo oznanimo, kajti če boš z usti priznal, da je Jezus Gospod in boš v srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. In tukaj je zdaj formula. Srcem se namreč veruje za upravičanje, z usti se priznava za rešitev. Se pravi, ti Božjo besedo, ti jo moraš večati, moraš jo glodati, mora ti postati bolj realna, kot to, kar ti ljudje okoli tebe govorijo. Amen? Moraš najti Božjo besedo za svojo situacijo, govoriti jo, razmišljati, mora priti v tvoje srce in ko pride v tvoje srce in jo govoriš, se ti bo zgodila, haleluja, razumeš? Samo vprašanje časa, kdaj se bo vse spremenilo v tvojem življenju. Amen? Kdaj bo začela delovati in iti v tvoje okoliščine. Problem je, če jo ne ohraniš v srcu. Če jo ne ohraniš jo tako, da začneš ponavljati, kar ti je babica rekla, ki je poklic, ki je njen življenjski klic, to, da skrbi za cel svet. In mora ful se ukvarjati z vsemi tvojimi problemi in ti povedati, kaj se ti bo zgodilo, če kape ne nosiš, te bo glava bolela, če boš na prepihu, boš dobil pljučnico in pol boš kmalu umrl, zobeti bo vsi spali in tako naprej. In pa če te ljudje poslušajo, to ne moreš ohraniti Božjo besedo. Božjo besedo ohraniš tako, rečeš, babice, hvala, da me imaš ful rada, ful skrbi za me, da malo brati Božjo besedo. Ti lahko povem, kaj je Jezus rekel, haleluja. Amen? In pol je kakšen masten citati, da je, kako boš roke polagal na bolnike, bodo ozdravili. Če boš kačo prijel, ti ne bo zastrupila. Tudi če kaj strupenga spiješ, ti ne oškodoval in tako naprej. Amen? To je najboljše, haleluja. Moraš biti agresivno navdušen nad Jezusom.
Problem je, če si pasiven in pustiš, da ti vsi živi mažejo tvoj Tako ne boš ohranil Božje besede. Ti ohrani besedo, razmišljal, govoril, haleluja. Dajo še drugim ljudem naprej, haleluja. Doskrat edini način, da nekaj obdržiš, je tako, da še koga najdeš, ko to rab, pa še njemu daš, haleluja. Amen. Se še z nekom drugim ukvarjaš. Gremo naprej, 8. vrstica. Nisi zatajil mojega imena. Cerkev v Filadelfiji pred 2000 leti si bil hiter v svoje življenje, če nisi zatajil imena Jezus. Ker dosti je, da so te Žide samo rekli, to ni naš človek in on ni del naše skupnosti in si bil takoj pod mečem Rimljanom in lahko ti gre glava, razumeš? In oni pravi, svaka čast, niste zatajili mojega imena, Polikarp jim je umrl in tudi neki ljudje iz Filadelfije je umrl, njihovih duhovnih očetov, ki so se držali imena Jezus, so jih skurali cerkev. A si predstavljate, da bi enega od naših liderjev skurali? Koga bi radi, da dam za primer? Koga ćemo skuriti? Mene, ok. Predstavljate, da bi mene skurali in pol bi Carol prišla in rekla, dajmo se da, ne zatajiti imena Jezus. In glih zato, ko ga jaz nisem zatajil, so me skurali. Tako da pol cerkev bi rekel, haleluja. Imaš prav, tudi če umremo, lej. Amen, tudi če umremo. Druga polovica bi rekel, daj molite za me, jaz malo šepam na tem področju, haleluja. Ker nekako bi rad še živel par let, amen. Sam ne bi rad zanikal Jezusa, amen. In naj ti povem, tudi če si ga kdaj zanikal, on tebi nikoli ne bo zatajil. To je pa dobra novica, amen. Jaz sem včasih pridigal, kdorkoli bo zatajil Jezusa, ga bo Jezus zatajil. Ampak cerkev, to ni on je rekel novorojenim vernikom. To je za ljudi, ki ne poznajo Jezusa. Če ti nočeš sprejeti Jezusa, ki ga ne poznaš, bo šel v pekel, haleluja. Če ti živiš brez Jezusa cel življenje in ga zatajiš, nočeš, da je on tvoj Gospod, bo šel v pekel, žal, ker nisi sprejel njegove odrešitve. Ker si pa ti sprejel odrešitev, pa si padel, pa si ga zatajil, ti še vedno lahko priješ nazaj. Amen? Zakaj? Ker to Jezus ni govoril novorojenim vernikom. Poglej, kaj on pravi novorojenim vernikom. Ne vas osvobodim teh religioznih laži, haleluja. Ker ni dobro, da živiš v strahu. Strah ni od Boga, ne ti povem, strah ni od Boga. Strah je od hudiča. Karkoli delaš za Boga, delaš zaradi strahu. Ti moraš delati ne za Boga, ampak iz Boga, haleluja. Amen. To, ko on v tebi naredil, zdaj čez tebe deluje. Amen. Karkoli hočeš zaslužiti, delaš narobe. Ker je že on vse zaslužil za te. To je vse, kar moraš narediti, da to sprejmeš. Mu pustiš, da te ljubi in da on dela čez tebe. Amen. In ga ne boš hotel zanikati. Pa lahko umre za Jezusa, haleluja. Do takrat pa nisi pripravljen, haleluja. Ne se bati. Poglejte si, 2. Timoteja 2.13. 2. Timoteja 2.13. Če smo mi nezvesti, on ostane zvest. Zakaj? Sam sebi se ne more izneveriti. Amen. A je tako, da on ti je rekel, da bo vedno s tabo? A je tako? A je rekel? No? Ali je rekel, vedno bom s tabo, če boš tudi ti z mano? A je tako? To ni v redu. A je tako? A je tako? To ni v redu. To ni, tako, recimo človek ti reče, da bo nekaj naredil zate in posta se nekaj skregala in zdaj ne bo to naredil zate. To je človek, a je tako? Bog pa ne. Bog pa, če on rekel, bo naredil. Tudi, če si ti se z njim skregal. Razumeš? Tudi, če si ti bučman, on ne bo bučman. A je tako? On bo še naprej zvest svoje obljubi. Amen? In te bo čakal. Ampak jasno, ti moraš priti k njemu. Še vedno se moraš ti odločiti, pa priti k Jezusu. Haleluja. Ne ostati v svojem grehu, priti k Jezusu. Če si ga zatajil, priti nazaj k njemu. Amen? Ne ostati tam, kjer si. Vedno priti k njemu. Haleluja. Ok, 9. vrstica. Dal vam bom, govori o Satanovi shodnici. Se pravi, to je Satanova cerkev. Shodnica pomeni cerkev. In zdaj mi bi mislili, to so oni, ki imajo križe na robe obrnjene in karkoli. Ne, to so samo religiozni ljudje.
On religioznim ljudem, prav Satanova shodnica, zakaj? Ker ubijajo kristjane, haleluja. Kdo je moril te prve kristjane? Religiozni ljudje, ki niso hoteli sprejeti Jevsa. Kaj je največji preganjalec cerkve? So drugi kristjani. Ne neverniki. Neverniki dostkrat jim je všeč, da smo mi tle, ki je saj malo dobrih vrednot na zemlji. Ki vejo, da so dobre, čeprav se jih oni ne morejo držati. Ampak problem so religiozni kristjani. Ki jim ni všeč, da si ti ful zadovoljen, on se more pa ful matrati, pa mu ne uspeva. To so nepravi Judje. On pravi, to so nepravi Judje. Rimljanom, dajmo se pogledati, Rimljanom 2:28. Nepravi Judje, to je slika religioznih ljudi brez Jevsa. V času Filadelfije so pa to pač Židje, ki niso Jevsa sprejeli za Mesijo in še vedno so nekje na politični oblasti sprejeti od Rimljanov in so poskrbeli, da so kristjani mučeni. Rimljan 2:28. Ni namreč Jud, kateri je po zunanje, tudi ni obreza, katera je zunanja na telesu, mora reči tisti Jud, ki je po notranje in obreza je obreza srca po duhu, ne po črki. Njegova hvala ni od ljudi, ampak od Boga. Se pravi, pravi Jud je človek, ki je sprejel Jevsa. Človek, ki je sprejel notranje obreze, ne vam povem, krst v vodi je slika obreze srca v novi zavezi. V stari zavezi so se obrezali moški, v novi zavezi sprejmaš Jevsa, postaneš na nov ren in piše krst in nekako simbolika tega in je nekako obreza tvojega srca, ki si se odločil za Jevsa in zdaj se daš potopiti v vodo in to bomo naredili 31. avgusta na bazenu Šentjur in ni boljše priložnosti. Če se nisi, krst pomeni potopitev, če se te sam pošprical po vodi, ne ti povem, ti nisi bil krščen. Ti si bil pošprican po vodi, niti se nisi sam odločil za Jevsa, ti se moraš sam odločiti. Koliko moraš biti star, toliko, da veš, kaj delaš. Moraš vedeti, jaz sem se odločil za Jevsa, zdaj se grem potopiti v vodo. Jaz najstarejšo gospo sem krstil, ker nisem vedel, če mi bo umrlo na poti do vode. Nikoli ni prepozen, hvala Bogu je ostalo ven z vode. In bil ful vesel. Se je ful tresla, ker sem jo pelil po stopnicah not. Če zdaj umre, bo rekel, to je cerkev, ki morijo stare gospe. Sam sem bil pripravljen iti v zapor, ni problema. Okay. In zdaj prav, padali bojo pred tvoje noge in bojo spoznali, da te Bog ljubi. Haleluja. Amen? Tukaj prav, ti ljudje, ki te ful zdaj preganjajo, če si ohranil besedo, pa nisi zatajil Jevsa, amen, kako ne zatajiš Jevsa, da si kar naprej luč. Amen? Vsi reče, pa daj zlaš se. Jaz sem bil zadnjič na enem sestanku in so mi rekel, pa daj reči, da si bil tam. Če nisem bil, ja vem, da nisi bil, sam reči, da si bil tam. Si nobeno vedel. Sem rekel, jaz bom vedel. Jaz bom vedel, razumeš? Jaz bom vedel, da sem nekaj rekel, kar ni res. Haleluja. Jaz ne moram sam sabo živeti, da vem, da sem se zlagal. Razumeš, da to je proti mojemu karakteru, to je proti Bogu, ki v meni dela nadnaravne stvari. Rajš ne bom imel te stvari, haleluja, kako da se moram zlagati, da bom nekaj dobil, haleluja. Amen? Ne to dela, to pomeni ne zatajiti imena Jevs. Ker karkoli si zatajil ime Jevs, da bi nekaj dobil, boš to spet zgubil, ampak zraven boš imel še obresti za to stvar, ker greh vedno rodi še več greha. Vedno ima še večje globole, še večje probleme. Biblia pravi, zakomplicirana je pot grešnika. Skozi mora nekaj prekrivati, se motiviti, lagati in pol ne ve, zakaj mu je cegel na glavo padel. Razumeš, ker ne hodiš pod Božjo naklonjenost. Amen. Hod z Bogom in je ful simpel. Resnico govoriti je najbolj simpel stvar. Amen. In nič se ti ni treba lagati. To je ful dobro. Haleluja. Bož, da zgubiš službo s to, ko si resnico govoril. En naš brat je ful dobro službo zgubil v eni ful ugledni inštituciji, katere nam povedal imena, ki je bil odgovoren za finance te državne inštitucije in jim je vse pokazal, kaj se narobe dogaja, kaj treba narediti, da se to spuca in so ga vrgali ven, zato ker ne marajo poštenega človeka nad financami. Ker pol ne morejo delati napačnih stvari tam noter in svoje račune filati, razumeš? In ta človek je izgubil službo in sem rekel, hvala Bogu, haleluja. In zato stojimo z njim v veri, da ga bo ful več Bog nazaj blagoslovil. Amen. In ga že blagoslavlja itak, haleluja.
Vedno, Bog ti bo vedno dal več, kot ti ljudje lahko ukradejo. Amen? Recimo mu sosedu, ne zatajiti imena Jezus. Ne vsi vejo, da si Božji otrok. Amen? Nekaj narobe, če na tvojem delovnem mestu noben sploh ne ve, da si kristjan. To je nekaj narobe. Da tvoji sosede sploh ne vejo, da si ti Božji otrok. Se sprašujem, če bi te obtožili, da si kristjana, bi sploh najdel dosti dokazov. To je nekaj narobe, je tako. Haleluja. In zdaj poglej, padali ti bojo pred noge in bojo spoznali, da te ima Bog rad. A ni to dobra obljuba, cerkev? Amen? A si že kdaj videl koga, ki te je preganil, da je pol Jevs prišel? Amen? Si kdaj videl? Lahko dvigneš roko. Če se lahko spomniš kakšne osebe, ki te je preganjala, pa zdaj pozna Jevsa. Amen. Kar nekaj vas je, haleluja. Ne pa je cerkev. Edini človek, ki si je upal dati nož na moj vrat, je padel direkt pod moje noge in se spokoril za vse svoje grehe, haleluja. Hvala Bogu, to je resnična beseda, cerkev. Če ti ne, in hotel je, da ne zatajim Jevsa, in ker ga nisem, je padel dol, haleluja. Ne zaradi človeške moči, ampak zaradi svetega duha, haleluja. Razumeš, kdorkoli te preganja, če ti nož zatajil Jevsa, bo sprejel on Jevsa, amen? Te ljudje, ki te preganjajo, so ful bliz temu, da se odrešijo. Res, haleluja. Res, oni so ful bliz odrešitve, tako jih moč gledati, haleluja. Mene moj oče mi je zrihtel sestanek pa najboljšem psihiatru. Dokler ni prvič prišel v cerkev in je padel na kolena v cerkev. Je padel dol, haleluja. Padel dol in sprejel Jevosa, haleluja. In zdaj prav, 10. vrstica, poglej to. Obdržal si besedo moje stanovitnosti. Amen. Se pravi, obdržal si besedo Božje potrpežljivosti. Čigave potrpežljivosti? Njegove, a je tako? Vse je od njega, cerkev. On govori, moja beseda, moja vera, moja potrpežljivost. Jaz ti ne priporočam, da moliš za svojo potrpežljivost. Ne to moliti. Jaz si ne upam moliti, Bog daj mi, da bi bil bolj potrpežljiv. Ne upam, ker bom imel same probleme. Ker vem, potrpežljivosti se nauč učil na Haitiju, oziroma na Havajih, kako so mleko na plaži piješ, ampak so vsi proti tebi. Sam takrat se lahko učiš potrpežljivosti, je tako. Ker ti gre vse na živce, pa še vedno nisi zaklel. Umu si že na pol zaklel in pol nisi. Ne mol, ampak drž se njegove stanovitnosti, njegove potrpežljivosti. Amen. Vse daj na Jevsa. Amen. Ne? Jaz ne maram nobenih korakov, kako sebe izboljšati. Zakaj? Ker sem že ubil starega človeka, s krstom v vodi sem ga potopil, nočem ga izboljšavati. Sam ne ostane mrtev pod vodo. Amen? Jaz sem ostal s Kristusom v novo življenje. Še malo pa bom končal, mogoče pol minute. Vrstica 11, oziroma 10, še smo v 10. Obvaroval te bom pred uro preizkušnje, ki pride na cel svet, da preizkusi prebivalce zemlje. Ne vam povem, prebivalci zemlje niso kristjani. V celem razredju, ko govori o prebivalcih zemlje, govori o ljudem, ki ne poznajo Jevsa. Jevs tukaj pravi, če se boš mene držal, haleluja, ne boš sploh šel čez uro preizkušnje, ko bo prišla na svet, da preizkusi prebivalce zemlje. Okay? Jaz ne verjamem, da Bog izlil Božje Jevza name, če sem Božji otrok. Okay? Vrstica 11. Pridem hitro. Okay? Upazite, da ni rekel, da pride kmalu. To je razlika. Ker to je rekel pred 2000 leti, pa še ni prišel, je tako. Sprav, to ni glih kmalu. 2000 let, da nekaj čakaš. Jaz nisem čakal 2000 let nobene druge stvari, razen Jevsov prihod. Ampak cerkev, ko pa bo prišel hitro. In takrat noš imel časa, je tako. On bo prišel iz vzhoda do zahoda blisk, puf, ko se vse poklop, ko je evangelij, glavni znak, da on pride. Niso potresi, vojne, katastrofe, poplave in tako naprej, čeprav vse to narašča, ampak je, da bo evangelij pridigan v vsakem narodu, v vsaki etnični skupini, pol pride konc. Zato dajmo dosež te Irančane z evangelijom Jevsa. Amen? Ko to delamo, kličemo njegov prihod nazaj. Ok, naprej, 11. vrstica, ne izgubiti venca. Ok, tukaj ti prav, paz, da ti kdo ne vzame venca. In pol ljudje prav, vidiš, da lahko izgubiš odrešenje. Ni res, venc ne pomeni odrešenje, venc pomeni nagrada.
Vsakeč, ko ti nekaj narobe narediš, ko nisi šel čez test, ki si ga imel v življenju, nisi sprejel nagrade na to situacijo, razumeš? Vsakeč, ko si tu v eni preizkušnji, ko imaš en test, je tako, kot da je Golijat pred Davidom, in če boš ti vrgel v smeru kamen, v Golijata bo Golijat padel, če boš šel pa domov, pa se skril tam za svojo kočo in bral Biblijo doma v miru, v klimi, si pa zamudil venc, ki bi te čakal, pol kraljestva, davkov ti ni treba plačati in tako naprej. Nagrada je bila ogromna. Vsakeč, ko ne poslušaš Boga, nisi dobil venca. Ok, Bog te ima isto rad, samo tako zgubiš venc, haleluja. Da ne poslušaš Boga, ne držiš se njegove besede, zatiš njegovo ime. Zato ni dobro grešiti cerkev. Nič drugega. Bog te isto ljubi, ti ful grešiš ali manj. Jaz celo mislim, da če ful grešiš, te ima še bolj rad, ker še bolj rabaš njegovo ljubezen. Ker se skozi v problemi, tako. Otrok, ki je ful priden, ne dobi toliko pozornosti staršev, ker enka je skozi v enih problemih, tako. In skozi ga morajo reševati. Ampak problem je, da otrok, ki je skozi v problemi, bo imel skozi probleme, tako. Zato ni dobro imeti problemov, zaradi problemov, haleluja, razumeš? Ok, ne zgubiti venca. Recimo v sosedu, so venci zate, še so venci zate. Amen. In prav, naredil te bom za steber. Steber je nekaj, kar se ne more zrušiti. V Filadelfiji je bilo ogromno potresov. Skozi so gledali stebre, kako se rušil. Če slediš Jezusu, te bo on naredil za steber, kar se ne bo zrušil. Amen. Recimo v sosedu, to si ti si steber. Prav, ne greš več ven. Rekel jim, ne greš več ven. Ne boš šel več ven. Haleluja. Oni so skozi mogli iti ven, skozi so mogli zapuščati svoje domove. A veš, kakšna je to kriza, da ti potres uniči hišo, moraš iti ven, spet moraš graditi hišo. On rekel, to se vam več ne dogajalo. Ko ostanete z mano, no se več to dogajalo. In zaključimo s tem. Dal vam bom ime Boga, ime Božjega mesta Jeruzalema in novo Jezusovo ime. Bog ti je obljubil, da ti bo dal svoj ime. To pomeni, on ti je dal brand svojega imena, on te je zapečatil, ožigosil te je za blagoslov. Razumeš, ti nisi ena nikakva firma. Jaz se spomnim, ko je Nike prišel v Slovenijo, ko sem bil jaz v osnovni šoli. In pol najbolj bogat učenec je lahko Nike superge imel v šoli, če pa nisi imel dosti denarja, si imel pa CMI superge. CMI je pa zgledal ena kopija Nike, ampak vsi smo vedeli, da ni Nike, ker una puščica ni bila toliko dolga, razumeš? Ampak je bila malo čuda narejena. In pač jaz, če bi mi fotor kupil CMI, bi jih takoj šel v smeti vršt. Jaz si ne bi upal CMI supergam priti v šolo, raj bi šel bos v šolo. Jaz nisem imel Nike superg, nikoli. Ampak tudi CMI nisem imel. Ampak ne povem, ko prideš Jezu, on ti da Nike gor. Okay? On je tvoj brand. Nike pomeni zmagovalca, ste vedeli to? In tukaj ti Bog pravi, če prideš k meni, boš imel moje superge, haleluja. Okay? Mojo opremo boš imel, moj pečat, njegov pečat, haleluja. Njegov pečat je blagoslov, amen. Ti si naenkrat si blagoslovljen človek, ti si pomemben, haleluja. In prav, dal ti bo Božje ime Jeruzalem, kaj to meni? To je Božja družina. Postal boš del njegove družine, haleluja. In prav, novo Jezusovo ime, njegovo novo ime, ki ga je dobil Jezus v novi zavezi, je ime Kyrios, ki pomeni Gospod, gospodar nad vsem. In to ime je spet dal tebi, da v njegovem imenu zganjaš demone, ozdravljaš bolne, vrata se odpirajo in si blagoslovljen. Amen. A lahko skupaj vstanemo, haleluja. Kelly, wanna pray? Dajmo moliti, haleluja. Se pravi, kaj nam je Bog hotel danes povedati, haleluja? Da ni važno, koliko nas je, ni važno, koliko si velik, ni važno, koliko si močen, Bog je s tabo, haleluja. Amen? Amen? On si je izbral, kar je šibko, da osramoti, kar je močno, kar je majhno, da osramoti, kar je mogočno. Drugič, kaj Bog dela? Nadnaravno ti odpira vrata. Hvala ti, Oče, da se vrata nadnaravno odpirajo danes, haleluja. Jaz molim, da odpade vse ovire pred nami, karkoli nam zapira blagoslov, kamor si nas ti poslal, Oče. Molim, da se to odpira v imenu Jezusa, ker si nam dal svoj ime. In Bog nam govori, ne gledati na opozicijo, haleluja. Ker je Bog vedno s tabo. Ti rabaš opozicijo, zato ker je Bog jo obrne na dober, haleluja. Hvala ti, Oče, za odprta vrata, za vplivna vrata. Hvala ti, Oče, da si nam dal zmago nad opozicijo, haleluja.
Hvala, da vse obrneš na dobro, haleluja. In hvala ti, Oče, da si nam dal družino, da si nas izredno blagoslovil, dal si nas svoje ime in svojo družino, haleluja. Hvala, da smo zapečateni za blagoslov. Haleluja, glej se, kako greš v življenje ta teden in karkoli delaš, ti uspeva, haleluja. Glej se, kako Božja luč sije na tabo med ljudmi v temi, haleluja. Njegova luč sije na tabo, haleluja. Ti si blagoslovljen človek, haleluja. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Jezus. Če še ne poznaš Jezusa danes, haleluja. Če še ne veš, ali si ga sprejel ali ne, te vabim zdaj, da priješ naprej, haleluja. Da moliš skupaj z mano to molitev. Čisto simpel, rečeš Jezus, priznavam ti, da sem grešnik, a se ne morem sam odrešiti. Verjamem, da si ti umrl na križu zame. V srcu verjamem, da si živ. Vabim te, da priješ zdaj ti v moje življenje in te sprejemam za svojega Gospoda in rešitelja. Božja beseda pravi, če v srcu verjameš in ga z usti priznaš za svojega Gospoda, boš odrešen. A je kdo tukaj, da še nikoli nisi to naredil? Lahko sam dvigneš roko. Če še nisi sprejel Jezusa, haleluja. Ali pa če ne veš, ali si ali nisi. Nisi siguren zdaj, če bi ta strop padel dol, da bi se te stebri porušali in bi ti umrl, ne veš, ali bi prišel v nebes ali ne. Če si v tem stanju, moraš danes priti v drugo stanje in to je, da veš, da si odrešen, da veš, da si predal življenje Jezusu, da je on tvoj Gospod. Ali lahko dvigneš roko, če bi rad danes, če še ne veš, ali si odrešen ali ne, bi danes rad sprejel Jezusa. Lahko sam dvigneš roko, da bi rad molil to molitev skupaj z mano. Kdorkoli. Ok, hvala za eno roko. Še kdo? Sam dvigneš roko, če danes, če bi rad sprejel. Ok, dajmo vsi skupaj moliti tam, kjer smo. In lahko, bom jaz rekel en stavek, ponavljate z mano, zato ker mogoče kdo to gleda, pa da ni sprejel Jezusa, ga lahko zdaj sprejme. Samo rečemo, Jezus, verjamem vate. Hvala ti, da si ti umrl na križu zame. Jaz ti priznavam, da sem grešnik, ki se ne morem sam odrešiti. V srcu verjamem, da si živ. In te zdaj sprejemam za svojega Gospoda in svojega rešitelja. Pridi zdaj ti v moje življenje in me izpolni s Svetim Duhom. Tako, kot si izpolnil prve učence. Da živim zate. Hvala ti, da sem zdaj Božji otrok, ker sem sprejel tvojo daritev na križu. Nič me več ne more ločiti od tvoje ljubezni. Amen. Slava Bogu. Hvala ti, Jezus. Amen. Če si danes sprejel Jezusa, je veliko slave zate v nebesih, haleluja. Kdorkoli, dajmo en aplavz Jezusu. Hvala ti, Jezus, hvala ti. In danes, naj te povabim, če rabiš molitev, imamo molitveni tim, prosim bi molitveni tim, da prije naprej. Kjerokoli potrebo imaš, mogoče rabiš ozdravljenje, osvobojenje, mogoče rabiš koga, da se strinja s tabo, mogoče rabiš kakšno modrost od Boga, karkoli. Pridi naprej, kdorkoli se ti mudi domov, lahko greš domov, kdorkoli lahko še pomaga pripraviti prostor za umetniški kemp, lahko še ostaneš, bom pripravil prostor. V petek imamo molitev na tem mestu ob 7. Drugače we don't have prayer. What time? V petek lahko pridete na prireditev, v bistvu te, ki so bili na kempu, bo imeli predstavo za vas, tako da lahko povabite še koga, da se odreže, da jih pride gledati, tako naprej. What time, honey? Friday? To bo na sprejm.si, si pogledajte točno uro in tako naprej. Bodite blagosloveni. Amen. Kaj pridite naprej? Ne, jaz tam molim. Sam pridite naprej. Molite naprej.